Ja, evo, začeli smo s Ferrari polko iz enega preprostega razloga, ker je bila to glasbena želja naše najmlajše poslušalke, ki je trenutno v studiu, ampak danes ne bo glavna zvezda ona, ampak bo glavna zvezda, pazi to, Marko Jager, sam da ga napovem, mojster skrajne vožnje in aktualni zmagovalec 4-dnevne tekme Race to Hell 2026 v cross country klasi. Marko, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Pejte malo bliže mikrofona. Tak, ja. Malo bolj na glas boš mogel biti, vem, da je zjutraj, da nisi navajen tako zgodaj vstajati. A veš? Ni še zgodaj, ampak v redu, bo šlo. Ej, daj mi povej, ti dirkaš skoraj z vsem, kar ima motor, pa kar ima bilanca. Ja, res je, kar z velikim stvarim se ukvarjam. Ati mi je včasih rekel, da če bi bila harmonika na benzin, bi verjetno še tisto igral, tako da kar ima duh po benzinu, no, ali pa res tudi balanca, tudi kolo mi ni tuje. Zdaj pa, ko smo že prej omenili, da si ravno zmagovalec in to aktualni, mislim, da prejšnjo nedeljo si se vrnil nazaj, tako da welcome. Daj pokažite to trofejo s Temuja. Ne, sej ni s Temuja, da ne bo kdo zdaj resno mislil. Ampak ja, za naše gledalce kasneje je zdaj Marko dvignil svojo trofejo, ki si jo je prislužil v Toskani. Ja, res je, bili smo v Toskani, imeli smo 4-dnevno dirko po res raznovrstnem terenu. Zelo veliko je bilo trnja, tako da prvi dan sem že kar dober uskupil svoj nos, malo preciljan sem. Vidim, da imaš tole krastico, ja? Ja, da je že kar uredno. No. Prišel sem krval, zelo konkretno v cilj, ampak dobro, to so bojne rane, bom rekel. Ampak dajva zdaj povedati, s čim si zdaj tekmoval? Ja, v bistvu dirko sem s 4-kolesnikom, s čemer imam tudi res najboljše rezultate v svoji karieri. Tale dirka mi je bila malo trn v peti, lani sem šel probno pogledati, kako to izgleda. Dal veliko sebe noter in so me mečkan izigrali z navigacijo in sem rekel, da imam prav neporavnane račune in se letos res konkretno pripravil za tole dirko. V bistvu si pripravil tudi čist svoj 4-kolesnik. Oktobra sem ga začel delati, tako da bom rekel, nisem šel čist smeren dol, ker sem pričakoval porodne krče, ampak moram reči, da je res tehnika zdržala vrhunsko. Stroj, ko sem si ga pripravil, je bil praktično res zmagovalna kombinacija z mano, verjetno. No, ko si že ravno omenil, si popravil in pripravil, ne, pač vem, oziroma tisti, ki te poznamo, vemo, da imaš 2 desni roki, sploh kar se tiče šraufarije in dirkalnike dejansko si pripraviš in popraviš tudi sam. Včasih tudi na terenu sem videla zadnjič. Ja, res je. V bistvu je, bom rekel, res je lepo, če ti je hobi tudi posel, no. Tako da sem res srečen, da imam to možnost to početi, no. In ja, če veš, kaj bi rad imel in si lahko to tudi sam popraviš, brez da komu narekuješ, je to, bom rekel, res fajn, no. Pa te je mogoče ravno to pripeljalo do vseh zmag v tvojem življenju, ker v bistvu veš, iz česa je sestavljeno tvoje prevozno sredstvo in veš za vsak vijak? Ja, tudi sigurno, ne. Mislim, dejansko je veliko na tem, da znaš, bom rekel, tudi material šparati, no. Čeprav se zanimiv čuje, ne, tudi tako pravijo na vseh dirkih, sploh cestnih, da je treba gume šparati, ne, koliko boš gume šparal, če se ti mudi, na nek način dosež dober rezultat, ampak res je, tehnika je uničljiva, to vsi vemo in če imaš posluh za njo, se pravi, sam popravljaš, in si v veliki prednosti pred konkurenco. No. Kaj pa jaz zdaj to čujem, da zdaj nekako te gume, ko si jih ti imel, ravno na tej dirki, so zdaj nekako v porastu in jih bojo vsi pokupili, ker hoče imeti vsi take gume, ko jih imaš ti. Tako da tvoji sponzorji so očitno naredili dober posel s tabo. Ja, res je, včeraj smo debatirala z mojim sponzorjem, z Maxom in prav, da v bistvu je on uvozil te gume v Obor in smo naredili res dobro reklamo. Mislim, moram tudi potrditi, guma je res izvrstna. No. Ni zdaj to, da bi delali neko promocijo nekim, kar ni v redu, ampak jaz sem jih prej testiral pred samo dirko in sem rekel, zakaj pa ne, mislim, guma dobro dela, probimo, no, in se je res dobro obnesla. A veš, kaj mi še sam pove? Jaz vem, da ti si tudi kaskader, da si snemal reklamo z Robbieom Williamsom. Ja, res je. Pa tudi vem, da so te namontirali, da si imel take arjave lase, ko jih drugače Marko nima. Daj mi povej, koliko je pa mogoče še v tem svetu?
Mislim, to je res zanimivo. No. Sicer zdaj, bom rekel, AI-Face prevladuje, ko čujem pri teh prijateljih, ko smo to delali, ampak načeloma je zelo pristno. No. Ne moreš verjeti, koliko časa, pa koliko denarja se zaprav dejansko za reklamo, ki traja, ne vem, mogoče 5 ali pa 10 sekund maksimalno, te so malo daljše, no, z Robbie Williamsom, pa tudi ostalim. To je neverjetno, ne? Koliko je časa, koliko se tega posveča. Snemali smo tudi filme, no, moram povedati. Bil sem svojo partnerko v filmski produkciji Bollywooda, Indicov. A je tam si imel rjave lase? Tam sem mi dal, ja, tam sem imel prav lase, pa brado in počutil sem se, ko bi bil na Turkish Airlinesu, ampak super, ne. Marko, narediva malo pauze, pa bomo še pol kakšno možnost oziroma kakšno skrivnost izdali tudi iz Aljaske. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, z nami je tudi Marko Jager. Marko, dobrodošel še enkrat. Hvala. Zdaj vemo, da si aktualni prvak Race to Hell 2026 Cross Country Classic. Kaj to pomeni, da je še enkrat povedati na brzino? Ja, res je. V bistvu tu so bile 3 kategorije. Prva, v bistvu najzahtevnejša je Spartan. Je, bom rekel, malo počasnejša, ampak premagujejo zelo ekstremen teren, se pravi, so veliko. Govoriva, ekstremen teren premaguješ za 4 kolesnike. Ja, dejansko vozijo potoke z velikimi skalami, se vitlajo, bom rekel, meni tudi zelo priljubljena stvar, ampak mi je kar škoda 4 kolesnika za to, no, ker bom rekel, tam je osip nekje okrog 30 štarta v kategoriji vsak dan, ne. In ponovadi jih pride tam do cilja, mogoče 7, 8, ostalo pa poškodujejo svoje 4 kolesnike ali pa sebe in dejansko celo noč popravljajo, da lahko drugi dan spet krenejo. Ja, če bi tebe poznali, bi imeli verjetno to malo prej popravljeno. Ja, in potem je tu še klasa, ko sem jaz vodil, cross country, v bistvu zelo podoben, tudi mi smo se vitlali. Bom rekel, letos nam je organizator malo zagodil iz traso, ker bom rekel, se kar križamo tudi s tem iz Spartan kategorijo in smo bistveno hitrejši, no. Imamo malo bolj odprto pot, sicer ogromno trnja, kamnja, ni da ni česa. V tem jaz, bom rekel, najbolj uživam, no. Koliko hiter pa greš? Ja, ne vem, bom rekel, vmes tudi kar končna hitrost 4 kolesnika okrog 130-135 km/h po brezpotih, ja. Pa te tvoja psti? V bistvu ne ve. Ok, zaverjeno. Tako da poje pa še to, 3. kategorija so pa v bistvu side by side, SUV, kot pravijo, to so pa taki bagi. Imajo pa tudi svojo kategorijo, pa tudi svojo dejansko linijo. Na določenih koncih se srečujemo, ampak po večini imamo vsak svojo traso. No. Zdaj, Marko, očitno s tekmovanji še nisi končal, ne? Ker bilo je rečeno v preteklosti, da si že zaključil svojo tekmovalno kariero, bla, 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 bla. No, zdaj, v nedeljo smo videli, da dejansko temu ni tako, da si osvojil spet prvo mesto. Doma so te pričakali tvoji prijatelji? Ja, res so me presenetili, v bistvu res nisem pričakoval tega. No. Mislim, čakali smo te 3 ure. Dobar, ne moreš biti vse posod hiter, ne, najhitrejši, lahko si na dirki in ni pa nujno, da boš pa ta prvi doma. Ja, smo ugotovili. Ampak vseeno, zdaj v svojem življenju si dal čez, bom tako lepo rekla, kar precej stvari, vključno z Aljasko. Marsikdo od nas si mogoče ne more predstavljati, kakšno je stanje na Aljaski in kaj si ti tam sploh počel. Ja, res je, v bistvu... 20 let nazaj govorimo, ne? Ja, 2006 smo bili na Aljaski, ja, taka zanimiva ekipa. Mislim, to so bile naše sanje, no. Dejansko smo začeli sankati z motornimi sadmi, videli, kaj se dogaja, v bistvu Amerika je tak začetek tega športa in bili smo si navdušeni. Spoznali smo slučajno na eni tekmi te fante iz Amerike in so nas povabili na Aljasko sankati. Šla je ekipa, tudi Davida Stropnika smo imeli zraven, promotorja, v bistvu novinarja, in doživeli marsikaj, no. Bom rekel, od tega, da smo videli severnega medveda do odfuljenih Američanov, ko delajo 10 mesecev samo zato, da so pol 2 meseca na Aljaski in sankajo.
Bil je celo polarni dan, se pravi 24 ur skupaj smo imeli dan, tako da smo bili že čist zmešani na koncu dneva, sploh nismo vedeli, koliko je ura. Res lepa izkušnja. No. No, zdaj pa od Jagra si šel tudi k ribičem, ne? Ker Jager je namreč ujel ribičevo Jasmino. Jasmina, dej pomahi, pa se zader. Dobro jutro. Ja, no, evo, Jasmina je recimo tudi moja prijateljica že več kot 20 let, recimo, ne? 25, mislim, če se ne motim. Je pa tudi res, da Lumidi je z nami, oziroma njuna hčerkica Lumi, pa Neli je tamle zadnji tudi. To so njegova Jagrova dekleta, ki ga dejansko spodbujajo pri vseh teh podvigih. Jaz upam, da imaš dobro življenjsko zavarovanje, glede na to, kak hitiš. Ampak sem pa čula, da si tudi eden izmed redkih fantov, ki puncam pripravljajo tudi zajtrka, ne? Ga še? Res je, ja, tudi to pripravim. Sicer, bom rekel, nisem več tako aktiven, kot sem bil včasih, je to mogoče enkrat na teden, ampak ja, se potrudim, ja, da punce niso lačne. Edino pravilno. Poleg tega pa vem, da Fantasy je bil v preteklosti tudi medijski sponzor pri svojih podvigih. Si morda želiš še kakšnega sponzorja v svoji karieri, ker Marko, zdaj imaš čas, da povabiš sponzorja, da pristopijo k tebi. Mogoče se tudi naš direktor še malo obrne v tej smeri ponovno. Mislim, da sponzorji so vedno dobrodošli. Ne? In, ja, mislim, želel bi si, sicer bom rekel tak, da zdaj niso več tekme, tako sem imel včasih, ko sem vozil cela prvenstva, tega si časovno ne morem več prvošiti, ne vem, bom rekel 20 dirk na leto. Bom pa zbiram v bistvu bolj take neke posebne dirke, tako je, ne vem, Hellas Rally v Grčiji, kar sem tudi pred 2 leti probil v timu z enim prijateljem in bom rekel, ja, pripravljamo, zbiramo finance, da se lahko dejansko nekako bolj posebna dirka, tako je bila tudi tale Race to Hell. To je res, v Evropi so samo 2 dirke take. Ne. Ja, ime ima kar odlično, ne? Ja. Peklensko. Se tudi je, ne, vse ne treba 4 dni zdržati. Lumi je rekla, da si bil fejsto sran. Fejst je kar mala beseda, za kakor sem bil res osran vsak dan. Lej, Marko, jaz ti bom tako rekla. Jaz ti želim vse dobro na tvoji poti, predvsem, da ostaneš zdrav in pa cel. Te pa seveda spremljamo tudi v bodoče in hvala, ker si vzel čas in se oglasil tudi v času počitnic v naš studio. Ja, hvala za povabilo, z veseljem. Se vidimo.